Spoštovani, zdaj pa vabim gospod Alenko Puhar, dr. Dimitrija Rupla in moderatorja gospoda Aleksandra Zorman, da pridejo za mizo. Piše se za okrogla miza, ki je pravobodna, za okroglovno mizo in za sebe svoj prostor. Skušali bomo prijeti tiste teme, ki so kar naprej problematično, sicer ignorovane, nikoli bo vsebinsko zares iznačeno. Mnogo se govorili dneh o 57. stoletju nove vede. Ne govori se o njeni vsebini. Ne govori se niti v eno članku zares konkretno in ne govori se o temu, kaj od tega programa nacionalnega je ostalo in kaj ni ostalo realizirano. Kaj je bilo pred 30 leti izrečeno, leta 87, pred osamosvojitvijo in kaj je zdaj, ko imamo svojo državo, ki je ta nacionalni program formalno nekako razrešen, sploh odprt. To so zanimivo vprašanja. Druga stvar, ki je pomembna, nova revija in kasnejša pomladna stran, demokratična nova stran, so bili izmeri razmere tesno povezani. Tudi stranka takrat prva SSD, potem SDS, v času Pučnika in tudi kasneje smo bili povezani. Bili smo velikokrat na skupnih prostorih, pri skupnih prioritetah in pri skupnih načrtih. Cela vrsta jih je. Prinesel sem tudi nekaj publikacij seboj, da bomo lahko pogledali, kaj se je razno 57 številke še dogajalo. Kaj ti v novi reviji se je dogajalo, potem še marsikaj. In sledič, znamo, bi morali biti dogajati narod, da še vide, se pravi, glavni urednik nove revije v času 57 številke, odgovorni urednik Dimitrij Rupel, ki je tukaj urednica gospa Alenka Puhar in tudi sam sem bil v tem času prva številka preurednik Aleksandra. Takole, jaz bom šel kratko malo za minuto skozi kazalo, kajti, kako sem že rekel, prispevki za slovenski nacionalni program so parola, ampak hkrati za tem v javnosti nič ne stoji. Pa je mnogo. Naprimer, o slovenski naciji so pisali trije. To je Tina Hribar, Slovenska državnost, leta 87. Ivan Urbančič, Jugoslovanska nacionalistična teza in Slovenci v perspektivi konca nacije. Dimitrij Rupel, odgovor na slovenske narodne vprašanje. Zgodovinski vidiki demokracije, poglavje. Spomenka Hribar, avantgardno sovraštvo in sprava. Veljko Namorš, o vprašanju slovenskega jezika v DDR. O civilni družbi, Alenka Bunjevček, arhaičnost in civilnost. Jože Pučnik, politični sistem civilne družbe. Gregor Tomc, civilna družba po slovenskem socializmu. V poglavje o pravnih načelih slovenske nacije. Predvsem Bučar, pravno ureditev položaja Slovencev kot naroda. Peter Jambrek, pravica do samoodločbe slovenskega naroda. O slovenski univerzi. Janez Jerošek, Slovenska univerza včeraj, danes jutri. O generacijskih nasprotih. Veljko Rus, Slovenci in integracijska socialna politika. O liberalizmu in nacionalizmu Marjan Držanc, nekaj iracionalnih razsežnosti. O narodu in religiji Jože Svoj, moderni kristjan in absurd slovenstva. In o narodni eroziji Drago Jančar, slovenski eksil in Niko Grabenauer, oblike slovenskega samopora. Mnogo tega lahko razumete že iz samih naslovov prispevkov, je danes še tako aktualno. Takrat pa je bilo to zares prelomno. Prelomno je bilo zato, ker pokriva celotno vprašanje, ki se lahko zgodijo, oziroma ki se morajo zgoditi, če pride do slovenske
bila številka zares nekakšna miselna podlaga. In iz tega seveda je sledilo marsikaj. Kajti pomembno, čez 7 let po izidu te številke je išla številka Ampak nova revije zadeva 57, ki je prinesla pogled na takratne napade in jih seveda tudi natisnila in nekatera stališča avtorjev, oziroma vsa stališča vseh avtorjev, vseh prispevkov, kako jih razumejo takrat in kako jih razumejo 7 let kasneje, takrat, ko se je Slovenija že osamosvojila. Prav ti kratki pogledi na svoje lastno delo kažejo, da je celo vrsto vprašanj ostalo odprto. Nimam časa, da gremo skozi pripombe, ki so tukaj, ampak vendar so takšne, da bi se zdelo, da je prav, da se začne na nje odgovarjati spet ponovno. Znova številko. Da pa se pri tem znova revijo tudi ni končalo. Pa moram povedati, da je podobnih publikacij nastalo še nekaj in nekaj se ni pomembno. Izredno pomembno. Namreč v času nove mlade demokracije se je že zelo hitro pokazalo, da ne gredo stvari tako, kot smo si idealistično razlagali, kako smo naivno mislili, kako smo se nam je zdelo, da smo se spravili in da smo vsi za to, kako smo glasovali na plebiscitu za demokracijo, tako rekoč, da bomo drugemu pustili, se objeli in naredili moderno državo. Ne. Zelo malo se je pokazalo, da so to računi brez krčmarja, kajti krčmar je bil nekdo drug. In Nova revija v tem času izdajala celo vrsto publikacij, ki so na to ukvarjali. Naprimer, Ura evropske resnice na Sloveniji, izredno pomembna stvar, v slovenščini in angleščini, z številnimi podpisniki, tako jih je za celo stran, kar je sploh postala praksa delovanja Nove revije kasneje, kar je bilo objavljenih celo vrsto proglasov, apelov, javnih pozivov, analiz, pod katero so se podpisovali številni slovenski intelektualci, znana imena in zanimivo bi bilo pogledati danes, kdo je še tisti, ki je še bil, kdo je zamenjal stališče in kako to izgleda v našem času. Naprimer, nekaj teh zadev. Glede. Opozorila nove stvari, ki se naprimer lahko zgodijo, oziroma tisto, kar je kar je spregovoril Milan Kučan 23. februarja 1994, okup mafij, o diskreditaciji, diskvalifikaciji in tako naprej. Glavni pisnik naj konkretizira 30 podpisnikov. Seveda se mi zdi. Potem za pravno državo z utemeljitvijo, kaj vse je že po državnem oziroma po državno lastnino, ki se seveda privatizira, kaj se je že zgodilo. Podpisnikov enako približno številko. In tukaj so nekateri teksti tudi zelo temeljni. Potem so memorandumi, potem so odgovori na kakšna posebna pomembna vprašanja in tako dalje in tako dalje. Vse to se je dogajalo na Novi reviji, ki je bila nekakšen epicenter miselnega dela mladne strani, večinoma iz nestrankarskih intelektualcev, ki so tudi podpisniki, kar je bilo nekakšno pravilo. Podpisujemo se tisti, ki nismo v strankah, tudi sam takrat nisem bil. Tako da Nova revija je za sabo nosila številne svoje otroke. In vmes je tudi Dekejstvo Slovenija, pojasnitev slovenske strani v času osamosvajanja v angleščini. Izredno pomembna publikacija, tako rekoč edina, ki je šla od demokratične strani, kaj se zares dogaja v Sloveniji in zakaj se osamosvaja. In potem leta 2004 Zbor za republiko, ni
to navezali z novo revijo, to so novi prispevki za slovenski nacionalni program. V njih nastopajo številni podpisniki, prejšnjih izjav in številni povabi. Tako, vse to je bila nova revija, vse to smo počeli, bil je lep čas, bil je čas, ko smo mislili, da se vse lahko še zares zgodi. Pa se žal ni. In zato je 57 številka seveda zgodovinski valov, hkrati pa zadolžitev do današnjih dni. Kaj vse je treba še govoriti in kako se je treba znova in znova angažirati. Zdaj bo to prišlo na mlajše. Novimi dokumenti, peticijami, razmisleki, ne kar tako, ne samo demonstracijami, ne samo štosi na internetu in na Twitteru. Gre za razmisleke, ki se lahko še vedno znova dogajajo in se še vedno lahko zanimivi. Tako. Hvala lepa, da bom podal besedo odgovornemu uredniku in potem zdaj Alenki Kuhar, ki potem seveda pravnosti. Hvala lepa. Se sliši? Torej, jaz moram reči, da sem ta svoj nastop razumel drugače, kot se zdaj odvija. Bil sem več prepričan, da bo Aleksander Zorn nastavil vprašanje, na katero bom pač po svojih očem govoril. Ampak nekaj na to je do doslej izrečenih toliko zanimivih in spodbudnih in provokativnih besed in misli in konceptov, da lahko ponavljajo tam, kjer je kolega Zorn končal. Nova revija je bila, se je zgodila nekako v času, ali pa v začetku, bilo prav, če sem bolj natančen, v začetku nekega obdobja, ki je imelo slovenska pomlad. Jaz upam, da se strinjate s tem. Dogajanje je bilo relativno zelo intenzivno in zelo hitro. Če razvrstimo dogodke, ki so sledili na reviji, ki so sledili 57 številki na revije, moram reči, da ni minilo dolgo časa, pa so se že v Sloveniji pojavile nove stranke. Takrat so se imenovale zveze, leta 1989. Nova revija je šla, oziroma 57 je šla leta 1987. To se pojavile najprej nove stranke, potem se je pojavila Majniška deklaracija 1989. To je na neke sorte, kako ne rečem, ponovitev, aktualizacija, tudi se izrava nekega bistvenega zgodovinskega dokumenta, trenutka, dokumenta slovenske zgodovine, to se pravi Majniške deklaracije iz 1917. Zdi se mi, da bomo letos praznovali, ali pa ne bomo praznovali, vprašanje, če bomo res praznovali stoto obletnico te Majniške deklaracije. No, potem pa seveda je padel berlinski zid. Sicer mislim, da ni nova revija povzročila kar takoj neposredno padca berlinskega zidu, ampak na nek način je bilo to dogajanje v Sloveniji vendarle dogajanje, ki je bilo povezano z ostalim dogajanjem v Evropi, na Poljskem, v Češko-Slovaškem, Češko-Slovaška skupna država Čehov in Slovakov. Spomnite se Václava Havela in njegovega gibanja oziroma društva, skupine, ki se je imenovala Karta 77. V tistem času, približno v tistih letih, se je zgodil tudi v svetovni politiki mislim tu na papeža Janeza Pavla II., mislim na ameriškega predsednika Ronalda Reagana, mislim na
sovjetskega generalnega sekretarja Mihajla Gorbačova in še marsikaj se je takrat dogajalo. Skratka, čas se je takrat, tako rečem, pospešil. Živeli smo v obdobju velikanskih pospeškov in dejansko konec leta 90, najprej volitve, potem konec leta 90 plebiscit. In to je bil v resnici začetek slovenske države. Ker smo tule v Slovenski Bistrici in ker je današnja priložnost posvečena vendarle, poleg tega, da je posvečena Novi reviji, posvečena tudi Jožetu Pučniku, našemu staremu prijatelju, sodelavcu, souredniku, bi vendarle rad povedal nekaj, če mi je dovoljeno, ne neposredno v zvezi z vsem te številko, ampak v zvezi z dogajanjem, da tako rečem, v tistem času in v zvezi z nekaterimi prispevki Joža Pučnika v tistem času. Joža Pučnik je pisal tudi v 57 številko. Njegov tekst, ki ni čisto, kako ne rečem, lahko berljiv, pa je vendarle jasen v eni stvari, zahteva namreč spremembe v Sloveniji, in sicer v smislu samostojnosti in v smislu demokracije. Ti dve zahtevi je Pučnik potem večkrat ponovil v svojih člankih v Novi reviji. In rad bi rekla, da je tu en kratek odlomek, to so autentične Pučnikove besede, iz istega leta 1987, iz številke ne 57, 67, tam Pučnik piše naslednje. Jaz se prevečujem, ker je za par vrstic, prosim za potrpljenje. Tako je pravi Pučnik, on je neuspeh pogajanj z Jugom. On piše o tem, da bi se morali nekako pogovoriti z drugimi republikami, tudi s federacijo in tako naprej, o enem od teh konceptov, namreč o samostojnosti. Torej, o neuspehu pogajanj z Jugom lahko omenjeni predlog, gre za predlog nove slovenske ustave, uzakonimo morda z referendumom, a ste referendum se dejansko zgodil, leta 90, ali smo sedeli ustavnimi volitvami. Na pritiske lahko reagiramo. Pučnik si že predstavlja, da seveda zgodba ne bo preprosta. Na pritiske lahko reagiramo s suspendiranjem določenih zveznih zakonov, ki očitno ovirajo slovenski razvoj, lahko odpokličemo naše delegacije iz zveznih teles, lahko se obrnemo in tu vas prosim za trenutek najvišje pozornosti, lahko se obrnemo na mednarodno sodišče, na organizacijo narodov ali varnostni svet in tako dalje, pri grožnjah s silo, katerih morda ne bo manjkalo, se moramo zavedati, da je Jugoslavija v Evropi in tako naprej. To je bil za tiste čase za nas, njegove sodelavce, sicer nič posebnega, tekst brez problemov, mi smo se s tem tekstom strinjali, ampak za slovensko javnost in za pooblaščeno slovensko javnost, za tiste, ki so, da rečem, predstavljali, kaj ne rečem, uradno politiko, leta 87, paste, za tiste pa je bilo to zelo problematično in izzivalno. In sicer je takrat se oglasil, da je Nova revija bila pa demokratični časopis, demokratična revija, se je oglasil neki znameniti mednarodni pravnik in strokovnjak, poslejši ambasador, in je rekel, da Slovenija prav možnosti, da bi se pritožila komorkoli v inozemstvu nima, da Slovenija ni država, naj opusti skratka
upanje, da bi jo kdorkoli v inozemstvu zagovarjal, da organizacije, kakšne so OZN, Varnostni svet, Mednarodna sodišča in tako naprej, niso namenjene podpiranju torej takšnih separatističnih pobud in tako naprej. Skratka, ni bilo to, kar se nam danes zdi samoumevno za vse ljudi v Sloveniji. Bilo je za mnoge ljudi zelo, zelo sporno in tako rečem, neko izhodišče za napade, da je bila 27. predmet mnogih napadov o tem, najbrž takova ni, obstaja arhiv, ki je obsežen. Potem ni še eno stvar, in potem ni končam, ki se prvi naslov, ali ni morda. To, da se danes tule pogovarjamo o 57 številki, da se pogovarjamo o 57 številki in o Jožetu Pučniku, je nekaj pomembno dogodek in jaz sem da vesel. In po občinstvu sodeč, po tem, da je veliko ljudi prišlo v Slovensko Bistrico to poslušati, človek se rekel, da so to teme, ki Slovence zelo zanimajo. Jaz moram reči, da po svojih izkušnjah, tudi po mnogih srečanih z mladimi ljudmi, srečanih študenti in tako naprej sklepam, da je vednost, da je splošna vrednost, ne vrednost, vednost, vedenje o tem obdobju in o tem, kaj je iz 70 sledilo, da je ta vednost relativno slaba, tu pa tam površna, pogosto nikakršna. Takšni sestanki, takšna srečanja, takšne preditve, kot je ta današnja, so seveda nujno potrebne, sam dajo, bi rekel, nekaj napačno tiskot, da je to nekaj samoumevnega, da se kar naprej pogovarjamo o novi reviji in o začetku slovenske državnosti in tako naprej. Dejansko se v mnogih primerih ali pa nasploh o začetku slovenske državnosti govori zelo malo. Vam zdaj na koncu povedala eno anekdoto. Jaz predavam na Evropski pravni fakulteti mednarodne odnose in med drugim govorim tudi o diplomaciji in o diplomatih, ki so bili pomembni za Slovenijo. Govorim recimo tudi o diplomatih slovenskega rodu v času med obema vojnama. Imena, o katerih največ govorim, so recimo Ivan Hribar, Izidor Cankar, Leonid Mitanec. Pomembna kulturna, znanstvena in seveda tudi diplomatska imena. No, pride čas izpitov in jaz eno študentko vprašam, če mi lahko pove nekaj imen pomembnih slovenskih diplomatov iz časa med obema vojnama. Diplomati slovenskega rodu iz časov med obema vojnama, to so imena in zgodbe, ki sem jih jaz pripovedoval pri predavanju, da je zdaj ta študentka bila na predavanju ali ne. Postavim vprašanje, če ve za kakšno ime, molk na oni strani. Tišina. Potem pravim, poglejte, to ni zelo težko vprašanje, gre za 3-4 ljudi. JBTZ. Torej, ne mislim, da je ta pojav vsesplošen in dokončen. Želim si, da bi do takšnih zgodb čim manj. Želim si, da bi zgodbe, ki jih pripovedujemo danes tukaj, da zgodbe o novi reviji, o začetku slovenske države postanejo bolj popularne. Zahvaljujem se vodstvu tega inštituta, Pučnika, Gorazdu Pučniku, vsem drugim, ki so prispevali k temu, da se danes tudi pogovarjamo, tako o novi reviji kot o Pučniku. In seveda upam, pričakujem, si želim, da bi do takšnih dogodkov čim več. Hvala.
mislim, to tudi odloče ne bo treba. Morda samo neko hitro refleksijo. V naših šolah, v naših šolah se o samostalnosti tako rekoč naučijo. Načelo bi se morali, da bodi si da zmanjka časa, bodi si da profesor ni pripravljen na to temo in mu je to celo odpuščeno. Tako da je to seveda že spet eden izmed načinov, kako upravlja zgodovino. In ta način je tudi najbolj učinkovit, saj jo upravljaš tam, v šoli, kjer se pač vsi učijo zgodovino. In to govorim zato, ker je tudi jasno, da se bo sčasoma začel tudi prevzem zgodbe o 57 številki, se pravi prevzem zgodbe o uspehu prvega nacionalnega programa v času totalitarizma in da bomo na koncu brali potem, kdo vse je to pravzaprav omočil in zares naredil. Zato so te simpozije tudi naš današnji zelo potrebni. Alenka Puhar, prosim. Hvala, Sanja. Hvala, zagovornik. Lep pozdrav vsem, drage gospe, dragi gospodje. Za predstakt bi rada en majhen komentar k zadnjim besedam. Veste, ne gre samo za to, da se o osamosvojitvi in o procesu demokratizacije v naših šolah ne govori oziroma se govori premalo, tako da nijakov nič ne ostane. Tu se mi zdi umestna prispodoba, ki se včasih uporabi o toliko in toliko centimetrih snega na toliko in toliko podlage. Skratka, ko govorimo o diplomatih med prvo v času prve Jugoslavije, stare Jugoslavije, to se pravi med prvo in drugo svetovno vojno, o Hribarju, o Izidorju Cankarju in Leonidu Pitramicu, moramo reči, da se o njih ne molči ne samo v zadnjih 20 letih, ampak se je zelo intenzivno molčalo ves čas druge Jugoslavije, se pravi skozi vso socialistično dobo. Nobenega od teh treh ni nikdar bilo nobeno učbenikov domneva. Če pa v tvoji knjigi pa je pa. Daj si jo napisal? Ok. No, ampak skratka, jaz v šoli nisem nikdar, jaz sem namreč prav stara, posodemo umno, šolsko dobo, nisem nikdar slišala o kakšnih slovenskih diplomatih. O vseh teh treh osebah sem se morala sama pomujati, da sem o njih kaj izvedela. Skratka, za premagovanje tovrstne nevednosti je bilo potrebno vložiti nekaj energije, ker mi niso kar vlijak v šoli. No, zdaj grem pa k 57 številki. Jaz moram žal povedati, da je manjkalo v šoli. Jaz nisem razstopila v njej, zato tudi nisem bila prebrana, ko je Sanja prav kazalo, ker sem bila takrat zelo bolna, prejšnjo leto, sem bila zunaj pogona, sem porabila vso svojo energijo, da sem šla skozi življenje in skozi svojo službo. In potem me je sprineslo in v tem času je nastala 57. številka nove religije. Živo se pa spomnim, da ko sem se spet postavila na noge, sem dobila vabilo za zbor sodelavcev nove religije, ker je bil, kot se je reklo, cel vodič. In sicer je religija išla in vsi politični forumi so bili v pripravljenosti za napad in sodišča in bile se konzultacije, kaj z nami. No in tako smo imeli zbor sodelavcev
ki je bil zelo zanimiv. Ta zapisnik je nekje potem kasneje bil objavljen. To je bila ena od značilnih potez nove revije, da smo se zelo trudili vsako svoje dejanje opremi z zapisnikom, da se je zgodilo in kako je potekalo. No, in ta zbor je bil zelo zanimiv. Ena od stvari, ki je meni ostala zelo v spominu in ki se mi zdi pomembna, je ta, da se je tega zbora udeležil tudi Jernej Vilfan, ki je bil v tistem času velik pristaš nove revije in avtor, tako pomemben občasni pisec. Jernej Vilfan za manj poučene je sin Jože Vilfana in Marije Vilfana, skratka je izrazito komunističnega zakonskega para z visokimi funkcijami v Novi Jugoslaviji. Ampak ta sin je bil disidentski, uporniški, tudi malo kot še kdo. Skratka, bil je silno nenavaden človek. Je pa kot otrok visoko stoječega in visoko kulturajočega para, tudi ambasadorskega para, veliko potoval po svetu in je torej poleg komunistične vzgoje doma pridobil tudi široko obzorje. No, kakorkoli. Jernej Vilfan se je na tem zboru sodelavcev nenadoma oglasil in je rekel, da bi bilo treba biti še malo dlje, kot smo šli 57 številki nove revije, mi enostavno rabimo parlamentarno demokracijo. Lahko vam povem, da sem jaz in vsa dvorana zadela sako, ker smo prvič v življenju naleteli na besedno zvezo parlamentarna demokracija. In to se mi zdi indikativno za en fenomen, ki bi ga rada na kratko koristila. Gre za to, da je življenje v socializmu poleg nekaterih udobnosti prinašalo tudi eno silovito mentalno revščino. Mi smo bili kratko malo prikrajšani za potrebo in za svobodo, da bi mislili o celih vrstih stvari, da bi jih izrazili z ustreznimi besedami. Skratka, naš kategorijalni aparat in naš besedni zaklad in s tem tudi kondicija razmišljanja je bila slaba. In to tudi med najbolj izobraženimi in najbolj razgledanimi ljudmi. To si je treba priznati, da zato nismo sami krivi. Različni ljudje smo se različno trudili, da bi temu pomogli, pri sebi in pri svojih bližnjih. In v zvezi s parlamentarno demokracijo bi rada opozorila, da je izraz, ki smo ga takrat slišali, zmeraj bil samo meščanska demokracija. Meščanska demokracija je bila seveda zmeraj izrečena v negativnem, prezirljivem tonu, češ, ne, socialistična ali samoupravna ali kakršnokoli že. Demokracija, ljudska demokracija, tudi ena besedna zveza, je nekaj bistveno drugega kot parlamentarna demokracija. Meščanska demokracija, kar je a priori pomenilo desničarstvo. In pomeni še danes. Te ostali se kar vlečejo. No, ena od mojih pozornosti v tistih živahnih časih s pospeškom, to je zelo dober izraz, hvala, časih s pospeškom na mnogih področjih, je bila tudi to, da sem spremljala, to so bili zanimivi časi
ker so seveda poleg Nove revije tudi različni drugi časopisi ponagoma dobili ljudje in skratka začeli uporabljati izraze, ki prej niso uporabljali. Jaz se spomnim, da smo govorili eno leto ali skoraj 2 o krizi, preden je kdo si upal javno izreči to besedo, pardon, in da je natisnena. Govorimo seveda o ekonomski krizi. Ne? Potem se spomnim, kako sem z zanimanjem brala naše razglede, ki so imeli sredico, ki je bila prevod tujih tekstov, iz tujega časopisja, in kako so prevajalci trvagali in niso znali prevajati izrazov, kot je civilna družba, civilna ali državljanska nepokorščina, kako so zmeri znali težave s človekovimi pravicami, ker niso vedeli, kako ali so človečanske ali pravice človeka in tako naprej. Skratka, raba ustaljenih izrazov je bila takrat zelo očitna in mnogi ljudje so pri pisanju in prevajanju pogosto kiksnili. To so prav za vami kiksi, ni jih bilo nazvati. Zdaj pa, ko govorimo o tej naši, da ne bo zvenelo preveč grdo in neudobno, moram povedati, nas tukaj 3, pa tudi 4. manjkajočega, Nikota, ki je očitno zamud, druži nekaj zanimivega in še nekaj drugih novorevijašov, ki smo vsi študenti Dušana Pirjevca. In Dušan Pirjevec, profesor na primerjalnih književnosti, je zmeraj v svojih predavanjih zelo poskrbel za to, da je analiziral vsako ključno besedo, razložil njeno etimologijo, njen razvoj in skratka zelo disciplinirano učil misel. Zato smo bili na izraze in na pomen jezika in na njegovo vlogo učenja vsi zmeri zelo bolj pozorni, nadpovprečno pozorni v svoji generaciji oziroma v svojih generacijah. Kar se novi ljudi je poznalo. Večina tekstov, ki pa tukaj je objavljena, vsebuje ta element samozavedanja, o čem pišeš, kaj to pomeni, seveda je zmeri bil zraven tudi strah, da predeleš ta pravi, ne, se človek zabremzil, ampak korak za korakom smo razvijali to mentalno sposobnost, ki je, po moje, za demokracijo nujno potrebna. To sodi v ta izraz kultura, politična kultura. Da veš, katere besede, kaj z njimi izražaš, kam to meri, kako se te meje premikajo. Zdaj bi vam rada jaz prebrala 2 citata, ki vam bosta malo ilustrirala tisti čas. Za začetek vam bom iz ene kasnejše številke Nove revije prebrala en izpovedno reflektivni odlomek od istega Jerneja Vilfana, ki sem ga prej omenila. Skratka, Jerneja Vilfana sta urednika, kar jakli zelo spodbujali, da ne piše, ki je fajn, sposoben pisati. No, in zdaj nam bom seveda začel je pa znakce. Ok, takole pravi v oseb, o komunizmu. Spominjam se, kako sem prepričeval velikega intelektualca Dušana Pirjevca o prednostih parlamentarne demokracije. Duško me je ves čas poslušal,
vendar se mi je zdelo, da sploh ne razume, kaj mi hoče povedati. Potem mi je rekel, sedaj razumem, tudi jaz sem mislil tako. Spominjam se, kako sem se leta 1944 vozil s kolesom po osvobojenem ozemlju in naenkrat na ves glas vzkliknil, živijo Stalin! Pomislil sem, da bo takrat, ko bom to lahko zaubil sredi Ljubljane, svoboda. In zdaj nadaljuje Vilfan, za mnoge Slovence sta politična svoboda in parlamentarna demokracija vprašanje kričanja prav, ne pa organiziranje posebne vrste življenja. Jaz bi rekla, da ima ta odlomek še danes veliko težo. Ne zato, Dušan Perjevc ne je odpustil, ne bi hočla nič grdega reči, ne? Slabšalnega. Ampak mislim, da mnogi ljudje v Sloveniji še danes ne vejo, kakšen je pomen parlamentarne demokracije in zakaj pravzaprav tukaj gre za organiziranje skupnega življenja in kaj to pomeni. Zdaj pa za kontrast te nevednosti in tej slabi podobi vam bom prebrala še en drugi odlomek, drug citat. Ta pa je bil objavljen 20. junija 1987, to se pravi v času strahovite gonje, še zmeri in gonja proti 57. številke je tekla zelo dolgo, ko je komunistično partijo zajela znatna panika in je prirejala vse sorte posvete in sestanke, kaj zdaj narediti. No, iz enega takih posvetov o Zvezi komunistov in drugih in podobnih komunistov v našem času in nalogah, na enem od teh posvetov je vršica Sonja Lokar rekla tole o revoluciji. Revolucija napreduje. Tako kot avto vozi na bencin, revolucija vozi na ljudi. Mi smo pogonska energija, ki v tej revoluciji gori, ne more ostati nespremenjena. Če tega ne razumemo in mislimo, da nam po s tem, ko smo komunisti v državi po revoluciji, prihranjeno to tveganje in trpljenje, smo zelo veliki utopisti. Ne bo nam prihranjeno. Kdo tega ne razume, ZK ne bo veliko koristil. Skratka, tukaj imate en, rečemo, eksaltiran tekst o tem, kaj se pravi komunist. Tukaj je to zelo jasno povedano, čeprav je seveda v različnih drugih variacijah bilo stalnica tega političnega življenja. Od začetka so ob sprejemu v Zvezo komunistov ljudem dopovedovali, da so to ljudje posebnega kova, da so nekaj več, da so to najboljši sinovi našega naroda, da so avantgarda, da je njena pač marksistična vednost, ki ve za cilje zgodovine in tako naprej in tako naprej. Politično življenje se je odvijalo v enem nenavadnem razponu velike nevednosti in neobjenosti o političnih zadevah in na drugi strani pod oblastjo elite, samooklicane elite, ki je živela v absolutnem prepričanju, da je tako sveta, da ima v sebi neko posebno navdahnenje, mislim, prav religiozni izrazi, da se in da lahko počne
se o tem, da bi bile tudi kakšne omejitve, ki jih pluralizem in s tem parlamentarizem zahteva popolnoma neproblemno. In, če me vprašate za mnenje v današnjem času, mislim, da smo v veliki meri dediči še zmeri teh pomanjkljivosti, kajti bivša elita se ima še zmeri v marsičem za elito, naša nevednost in nepovednost, ki pa še skrbi znatna. Bo dovolj za prvo. Hvala lepa. Kaj so pomenile včasih literarne revije? Literarne revije so namreč v današnjem času dovolj očistine. So marginalne, so šolske lahko, so lokalne, ampak tisto, kar je včasih pomenila literarna revija, pa ne eksistira več. Ne samo zaradi novih elektronskih medijev, ampak kratko in malo je izgubila svoje življenje, ne samo pri nas, ampak pri Evropi. Literarne revije so bile včasih proizvajanje najnaprednejše literature, pravi književnosti, sploh po celi Evropi, govorimo o Evropi, tudi o Ameriki in okoli. Hkrati pa se je bila tudi zbirališče intelektualcev. To se je dogajalo predvsem v vzhodni Evropi, seveda potem, ko je ostala socialistična vlada. In znotraj teh uredništv so se začele oblikovati sicer prelišljevalske skupine, pa vendar neke odporniške skupine proti vsem novim resnicam socialističnega lagerja, ki so bile pač po drugi strani v vseh medijih nepredrgoma tiskane in forsirane. Zato so bile literarne revije izjemno pomembne, tudi na slovenskem. Naprimer, prva beseda, to je bila boja na dve obroki, mislite izdihnila 56 na tej časna, 2 leti izkaža. Zaplemljena, 2 leti zaplemljena. Druga, revija 57. Zaplemljena, njena naslednica besede. Ni bila samo zaplemljena, Jože Pučnik, ki je takrat v njo napisal članek naša velika stvarnost in desnesniti, tam je bil zaprt. Naslednica revije 57 so bile perspektive. Jože Pučnik je prišel iz zapora, ni mu bilo dovolj, kaj je dobil, in je napisal članek našem podlistu. Bil je zaprt in perspektive so bile zaplemljene in ukinjene. Vmes je bilo kasneje ukinjeno prostor in čas, ker je bil pač leglo krščanskih mislecev in tega. Tako da do nove revije je bilo tako vse, kar je bilo pomembno in je bilo zbirališče razne literature, tudi intelektualcev, ki so bili v nekakšni nepovezavi miselni z propagandom, so bile žarišča, ki so bila zaplemljena. Revija, nova revija edina ni bila, vendar pa sta bila urednik, glavni urednik Niko Grafenovi in niti drugim od strani, oziroma sta morala dati stavno. Zaradi tega smo že kmalu kasneje, ko so se pač te članki postavke in seveda te dileme, ki jih je odprla predvsem 57 zbirka, ko so se oprijele, ko se je začelo o tem govoriti, smo bili seveda zmerjeni, da smo dvodna opozicija, kar se nam ni zgodilo, da smo dogovor s partijo, kar sicer pripredili po zakoni, in da je vse skupaj ena sama igra, v resnici pa ni nič zares takega, kar bi bilo mišljenjsko svobodno in ne dovoljeno odstranjevati. Pri tem je treba povedati dvoje, jaz bom prosil tudi seveda Dimitrija Rupla, da bo v tem posredoval. Seveda je bila v tem času predstavljena nova revija partija vseh porah slovenskega življenja, ne samo vseh porah mišočega življenja, ampak tudi vseh
Seveda je Nova revija 2 leti čakala, da je sploh lahko začela izhajati. Seveda je Verpače skrbno brala. Seveda so šli vsi rokopisi iz tiskarne, kamor sem v začetku sem bil tudi sekretar, ki je nosil tekste, takoj so šli v branje, preden so sploh začel delati tiskarski stroj. Seveda je vse to zadnje bilo kontrolirano. Seveda so bili mogoče tudi nekakšni računi. Od teh je govoril tudi tipograf Laro 7 let, to je izhoda, poezije 97 let. Nekakšni računi mlajše generacije oziroma tiste liberalistične generacije pač je zoper staro generacijo, da si pomaga tudi z Novo revijo. Kot primjer vprašanje. Da, najbolj so bili tudi računi. To se pravi, da smo bili Novo revijaši takrat seveda čisti kmet na čahovnici in sploh tega ni bilo. Ampak je bilo nekaj, kar lahko znotraj frakcijskih bojev nekomu služi, potem pa se ga odstrani na tak ali drugačen način. Ampak kaj se je zgodilo? A se je res zgodilo v vseh načrtih? Ni se zgodilo. Stvari, ki so bile zapisane v Novi reviji in ki so zavreli na ljudi, so se popijeli. Ušle so iz nadzora. Res nas niso zavrli. Ampak ta žoga, oziroma ta kepa se je zvalila snežna po bregu in je postajala vedno večja. Zaradi te kalkulacije, da smo uporabljali lahko samo kakšno frakcijske boju, se je zgodila tudi temeljna napaka v ministru mlade partije, kajti stvar je šla iz nadzora in slovenski intelektualni in misleči svet se bil mnogo zrelejši, kako so si predstavljali, in je zares želel parlamentarne demokracije in je vzel tisto, kar piše Nove reviji zares in stvar je uspela. Se pravi, da se je zgodil nekakšen paradoks. Tisti, ki so bili uporabljeni, so nenadoma posredno uporabljeni situacijo, da so še živi naprej in tako se je zgodilo, kar se je zgodilo tudi kasneje. Če to razumem, to, kar je pravkar povedal Sanja Zorn, Samo en moment, Sanja je moja pojma ljudi, staj za Aleksandra. To, kar je povedal Aleksandr Zorn, je morda nekaj zelo komplicirano. In če bi Nova revija ostala na ravni kompliciranosti, zapletenosti je bilo v teh naših člankih zelo veliko. Tudi učniki, ki so zapletene članke, da se razumemo. Torej, če bi ostala pri zapletenosti, potem bi seveda imeli manj uspeha in če nas, tako rečem, tedanja družba ne bi, tedanja politika ne bi odpletla in nas pletla in najbrž podi si še naprej pisali zapletene članke ali pa pač počni nekam pozavo in tako naprej. Kaj zdaj hoče Nataša reči? Dopolnil to, kar si Sanja Aleksandr prej povedal. Vete, bom že spet dal en primer iz svoje pedagoške prakse. Jaz se recimo študente vprašam, pogledajte, jugoslovanska ustava leta 1974 je vsebovala klauzulo oziroma nek izrek oziroma tekst, v katerem piše, da v Jugoslaviji velja pravica narodov do samoodločbe, vključno s pravico do odcepitve. To v ustavi leta 1974, v globokih jugoslovanskih in komunističnih časih, piše tako rekoč dobesedno. In jaz bi se vprašal študente, povedaj, zakaj si bilo treba upreti Jugoslavije, zakaj pa je bila potrebna vojna, zakaj pa je bilo treba z orožjem braniti pravico Slovenije, da postane samostojna država, če je bilo to po ustavi dovoljeno, oziroma celo predpisano, oziroma razloženo. In seveda,
nekaj časa morajo v predavnem hoditi, da je to jasno. Stvar je naslednja, ne? Stvar je komplicirana. V ustavi leta 1974 napiše, da imajo narodni pravico do samoodločbe, hkrati pa piše, da je v Jugoslaviji glavna, torej ne samo ustavna, ampak glavna politična sila Zvezne komuniste Jugoslavije, ki varuje in ščiti in z vsemi močmi brani bratstvo in enotnost jugoslovanskih narodov. Jaz nisem mogel verjeti, ker sem čez čas bral ta tekst, da je v tej ustavi prav tudi napoved komunizma. In marsikdo, ki trdi, da pozna to ustavo, se tega ne spominja. Ampak, če natančno beremo, in v tem je kompliciranost problema, če natančno beremo, tam piše, da Jugoslavija oziroma Slovenija oziroma komunistična oblast si ne pritarjeva samo zato, da bi ljudje bi plačani po svojih dosežkih, po delu, kot je, recimo, kot izhaja iz definicije socializma, ampak da bi to piše v ustavi, to je zelo obsežna ustava, da tako se tako zdaj pišejo, da piše v ustavi, da Jugoslaviji oziroma Sloveniji gradimo komunizem, to pomeni nagrajevanje ljudi, da ljudje prispevajo po svojih zmožnostih in da so nagrajeni po svojih potrebah. To piše v ustavi, da je 1970. Poleg pravice do samoodločbe. Vsak količkaj, kako rečem, razumen človek, povidel, da je neka grozna kontradikcija, ki je ne zna razrešiti. In mnogi ljudje so brali tisto, kar je bilo všeč. Nekateri so brali o pravici do samoodločbe, drugi so brali o tem, da bo nekoč denarja neskončno veliko, da bo vsak dobil koliko, da bo želel in tako naprej. In iz teh stavkov seveda potem izhajajo tudi različne politične pozicije v času osamosvajanja, v času postavljanja nove države. Zakaj so se mi bali, tako rečem, rezultata plebiscita? Zakaj so se bali tudi izida cele zgodbe okrog nove države? Zaradi tega, ker smo vedeli, da mnogi v Jugoslaviji, mnogi, predvsem v Sloveniji, nasedajo na idejo, da morda komunizem pomeni nekaj dobrega in da bo prinesel ljudem sreča in tako naprej. Že spet, da je stvar še bolj komplicirana, je Kardelj v svoje zadnje knjige napisal, da sreče niti partija, niti oblast ne morda prinesti. Ampak, kot rečeno, stvar je komplicirana. Slavna, pa tudi Alenka, sem prej govorila o Biželju. Prijaz je izrazita komplicirana osebnost. On je po eni strani leta 1944 si želel, oziroma razumel svobodo kot pravico do parol. Po drugi strani, mislim, da si to rekla, Alenka, nas je učil, kako so besede pomembne. Kako je treba vsako besedo posebej razložiti in tako naprej. On je bil komplicirana osebnost. Po eni strani je bil partizanski poveljnik, po drugi strani je bil disident, po tretji strani je bil urednik sodobnosti, ki se je sanitariziral s perspektivami, ena od revij, o katerih je prej sam ne govoril, kar je tedaj pomenilo kar neko korajžno državljansko pogumno dejanje. In pisal je o Bogu in tako naprej. Hočeš, stvari so komplicirane. Pa politika, in jaz nisem najboljši, da to razlagam, je med nami veliko drugih, ki to bolje razlagajo, politika je pa stvar umetnosti, kako tiste stvari, ki so komplicirane, povedati na relativno preprost način in kako na nek način ljudem dopovedati tisto, kar jih najbolj zanima. V bistvu takrat, ko ne bi bilo nevarnosti Miloševića, Jugoslavije, vojske, vseh teh stvari, ki so se v Evropi dogajale, skupaj s padcem Berlinskega zidu in tako naprej, bi bilo najbrž ljudem v Sloveniji zelo težko razložiti, zakaj je potrebno narediti samostojno državo. Danes sem se dopoldne, preden sem prišel sem v Slovensko Bistrico, sestal z nekim katalonskim ministrom, s katerim se je tudi moj prijatelj Janša sestal se mi zdi v teh dneh. No in ta katalonski minister ima podobne probleme, kot smo jih imeli v začetku
procesa osamosvajanja. In jaz sem rekel, pa, veste, zato, da boste naredili svojo državo, potrebujete kakšnega sovražnika, kot je bil pri nas Milošević. Rekel, da pri nas je sovražnik Rahoj, ki je predsednik španske vlade in je hkrati predsednik stranke, ki je, tako reče, sestrska stranka naše SDS. Kako zdaj razrešiti ta problem? Stvar je komplicirana. Po eni strani ga ni obsodzen človeka, ki bi bil sposoben zanikati pravico naroda do samoodločbe. Narod, torej, samoodločba je, tako reče, neka temeljna pravica, ki je danes vse splošno priznana. Jo priznamo vsem bivšim kolonijam, jo priznamo vsem mogočim narodom in tako naprej. Hkrati se ima Evropska ljudska stranka, pa naša SDS, pa Rahojeva ljudska stranka v Španiji, se mora za, da rečem, tiste vzvode napredka in tako naprej, pravičnosti, človekovih pravic, temeljnih državljanskih pravic in tako naprej, med katere recimo sodi tudi pravica naroda do samoodločbe. Kako to zdaj razložiti? Dejansko se morajo določene stvari v družbi zgoditi, določene poenostavitve se morajo zgoditi, določena konštelacija mora obstajati, da se stvari zgodijo. In tako se je recimo zgodilo tudi z Novo regijo. Nova regija je nastala, 7. številka je nastala v nekem, bi rekel, posrečenem zgodovinskem trenutku. Na prvi pogled ni bilo videti, da je stvar več posrečena, so nas nagnali iz redakcije Vikota in mene, pa vrme je bila posrečena. Leto 87, so sledila leta 88, že prej omenjena afera JLTZ, potem leto 89, Paniška deklaracija, Pavlov-Zgradinski institut in tako naprej. In nenadoma se je 57. številka videla kot nek, pomemben dogodek, seriji dogodkov, ki so pripeljali k nekim temeljnim spremembam v Evropi, seveda tudi v Sloveniji. Tako da, stvari so komplicirane, hkrati pa potrebujemo tiste, udarce preprostosti in samoumernosti in poenostavitve, da se potem stvari premaknejo. Jaz imam občutek, da se pripravljajo nekje v ozadnju tega našega življenja v Sloveniji, določene poenostavitve, ki utegnejo morda v prihodnjih mesecih in letih prinesti tudi preobrate in prelome v tej naši družbi, ki smo jih bilo potrebni. Hvala. Morda čisto kratka anekdota, da bom dopolnil, kako zelo komplicirana situacija je bila. Ko je šla Nova regija in je moral centralni komitet dati svoje stališče. To je seveda debela publikacija, takole. To so strani zelo kompliciranih tekstov. Bilo za vse mogoče delegate širom po Jugoslaviji potrebno narediti ekstern. Tako so dali delati marksističnemu centru kratke vsebinske povzetke teh člankov, čisto kratke, ki so jih potem vrteli na ciklostil. To je nekaj, kar je bilo pred vse te ciklostilne dokumente so potem bile v Sloveniji posod občinske in podobčinske in nizke in želnike partijske celice, ki so jih izjasnovali. Ampak sledilo se je to. Neki Janček je v Škofji Loki po noči, ko se je napil, kričal in bral tekste in nekaj liste okoli. Brale tekste iz Nove regije. Policija ga je aretirala in postavila se amerikansko vprašanje, dilema, komplicirana dilema. Kaj storiti zdaj? To so pripravljali ciklostili iz centralnega komiteta. Ciklostili so ga, ampak to je resnica. In to nam vse govori, kako
to so bili časi že takrat nekoliko komplicirani. Zato so se tudi preproste politične manipulacije lahko spremenile v svojem zlogu. Nobena korušna anekdota mi ne pride na mizo. Kaj pa, če to pravi trenutek, da publiko povabimo k vprašanjem? Anada? Prosim. Iskra Kašmar Blažič z demokracije. Včasih je sicer, da se tudi v zadnjih letih delovanja na LRB sodeloval pri Jankovu kot ene od publikacij. Imam to točno vprašanje, na katerega bi mogoče še najbolje pozval gospod dr. Rupel. In sicer je bilo rečeno nekaj o tem, kako je v bistvu takratni zahodni svet dejansko dopovedoval Sloveniji naj opusti te svoje sanje o samostojnosti. In koliko vem, je dr. Jože Pušnik v času svojega bivanja v Nemčiji navezal kar tesne vezi z nemškimi socialdemokrati. V času našega osamosvajanja pa je veljalo, da je evropska socialdemokracija bila manj naklonjena osamosvojitvenim procesom. Nekje sem pred kratkim prebral tudi, da je Pušnik prišel na srečanje z avstrijskim kanclerjem, tedanjim, to je gospod Franz Vrnicki, socialdemokrat, da je takrat povedal tudi Pušniku, da se je Avstrija bolj usmerila v vključevanje Evropsko unijo in da bo zato bodo bolj sledili njihovi politiki do slovenskega samosvajanja, ki je bila zelo zadržana oziroma nasprotujoča. In menijo tudi, da je takrat dr. Pušnik jezno ostavil za ruske kosilo in šel direktno v Ljubljano. Pa mogoče, če so postajajo podatki, kako pa so nemški socialdemokrati takrat gledali. Takrat so bili sicer v opoziciji, če se prav spomnim, ker je na nemško vlado takrat vodil Helmut Kohl, nemški zunanji minister pa je bil Hans-Dietrich Genscher. Hvala lepa. Torej, vprašanje ni to enostavno, je to komplicirano in poskušamo nam govoriti čim bolj preprosto, oziroma čim manj komplicirano, kar bo komplicirano. Zdaj, jaz sem seveda srečal Vranickega večkrat v času osamosvajanja. O njem je zelo pogosto govoril Alois Mock, tedanji zunanji minister Avstrije in član Avstrijske ljudske stranke. In sicer mi je govoril v tem smislu, da ga prepričuje. Mock prepričuje Vranickega, da bi bil bolj naklonjen, bolj pozitiven do osamosvojitve Slovenije oziroma do mednarodnega priznanja pozneje Slovenije in Hrvaške. Rad bi vam povedal za zanimivost. Ko sem bil veleposlanik Slovenije v Washingtonu, to je pa bilo med letoma 1997 in 2000, nekoč dobil telefonski poziv iz avstrijske ambasade, ki je bil veleposlanik v Martijatu, in pravi, tu v Washingtonu je Vranicki in bi se rad z vami sestavil, so se z njim sestavil, in Vranicki mi je rekel, veste, jaz sem takrat imel narobe, vi ste imeli prav. Še eno drugo zgodbo bom povedal. Leta 1992, Košiča, 1992, sem šel skupaj z predstavniki oziroma zunanji ministri z evropske pobude, to pa so bili Alois Mock za Avstrijo, potem Geza Jesenski za Madžarsko, potem Skubiševski za Poljsko. Skupaj s temi gospodi sem šel v Belo hišo oziroma v povaljno sobo, tedanju Georgeu Bushu starejšemu. Navzočena celotna garnitura tedanje ameriške oblasti in govorili smo seveda ne več o Sloveniji, ker Slovenija je bila rešena, ampak smo govorili o Bosni in Hercegovini, o Sarajevu in tako naprej.
18. junija in da se je prepričal, da ne za božjo voljo nehamo trmati s to svojo neodvisnostjo, ne se pogajamo reči z Beogradom in da je treba Jugoslavijo ohraniti. Seveda, on je takrat imel drugih skrbi, pa ne bom rešil to. Ampak, James Velike pride k meni prav, veste, vi ste imeli prav. Hočem reči, mnenja, stališča, ocene se spreminjajo. Nekoč je nek televizijski novinar vprašal Tonija Blaira, zdaj natančno ne vem, zakaj je šlo, skratka, očital mu je neke njegove postopke, nekih 5 ali pa 10 let nazaj, in veste, kaj je govoril Tony Blair? Rekel je, this was then and this is now. Tisto je bilo, danes je pa nekaj drugega. Skratka, ljudje se spreminjajo in jaz včasih si mislim, da je boljše, da se spreminjajo na bolje, da se spreminjajo na slabše. In dejansko smo imeli Slovenci zelo veliko priložnosti za opazovanje teh sprememb na boljše. Socialisti v času naših, tako rečem, predlogov zahtev samosvajanja so bili, rekel, v celoti na stališču, da je treba Jugoslavijo ohraniti. Zakaj? Zato, ker so se bali, da bo, če Jugoslavija propade, potem to slabo znamenje za Sovjetsko zvezo, da bi utegnila tudi Sovjetska zveza propast. In če propade Sovjetska zveza, potem lahko nuklearno orožje pride v nepoglašene roke in tako naprej, tako naprej. Sej, logika ni zelo komplicirana, je relativno preprosta. Ampak, zgodilo se tako, da je Sovjetska zveza razpadla praktično istočasno z Jugoslavijo, ali pa morda so bili znaki razpadanja v Sovjetski zvezi, vsaj tisti, ki so bili bistrejšega uma in boljšega vida znani že naprej. Tako da tisti, ki so ustrajali pri Jugoslaviji in ustrajali pri engravitvi, so bili slabo informirani ali pa lahko rečem politično zatrti. So imeli možgane nekoliko slabo slabim stanju. Dejstvo je, po drugi strani, seveda, ne smemo se delati iluzij. Robert Badinter, predsednik francoskega ustavnega sodišča, je napisal tiste usodne papirje mnenja o tem, ali si republike nekdanje Jugoslavije zaslužijo mednarodno priznanje. On je te svoje dokumente proizvedel in potem objavil dejansko v zadnjih dneh leta 1991, ko se je že vedelo, da Sovjetska zveza razpada. Genscher, ki je se mi zdi bil dobro informiran sa strani nemške obveščevalne službe, mislim, da vedel, ker se posebej odgovarjal, da Sovjetska zveza razpada. In je zaradi tega lahko nekoliko pohitev s svojimi, tako rečem, afirmativnimi dejanji, podporami in tako naprej. Socialist Gianni De Michelis, socialist, je grozil meni in mojim prijateljem, še 20 let vas ne bomo priznali. Še 20 let. Ampak potem je prišel pa v Zagrebu eno noč, ko smo se pogajali z Evropsko trojko, rekel, Slovenijo ne bo problema. Skratka, premistil se je. In človek je lahko dovoljen, če se ljudje premislijo na boljše. Skušal postaviti vam zelo kratko vprašanje, pa bo tudi jasno vprašanje, da ne bo potrebno interpretacije. Pred tem, če mi je dovoljeno samo krajši odgovni poseg, prihajam
Jugoslavije, ko nas bo branila pred Italijani in drugi, fašisti pred Italijani in drugi, in na drugi strani je pa naravno partizanstvo. To je zelo podinjeno pri nas in dr. Dimitar Golupaj, kot bivši konzul, zelo dobro poznate naše ozračje. Jaz se pa čudim, zbite zmerni v tem svojem kratkem posegu, da smo imeli pa v Trstu kar 3 ljudi, ki so blizu v 80-ih letih, blizu Nove Remije, Jože Pečnik, poročen s Tržačankom, ko smo vsi poznali in smo njegovo ime Trsto in druge ponavljeni, slišali njegovo kalvarijo po zaporih. Smo imeli Franca Jezo, ki je bil izdajal knjige v 80-ih letih na lastne stroške, nova tlaka slovenskega naroda, kako moramo priti do svoje države. In jaz sem ga dobro poznal, oba sem poznal učnika, kako je Franca Jezo. In jaz sem bil priča, kako je on, ker je hodil na radni prstav, takrat petat, ni bil stalno zaseden na radni, je bil honorarni sodelavec, je po noči na jugoslovanske, jugoslovansko tablo za brisalce postavljal svoje plakate, svoje knjige in tako dalje Slovencem. In oni so mogli nič, ne? In Udba je bila takrat jasno vsak konci, kaj se to dogaja, ne? In tretji je bil Marjan Rožanc. Vsi trije so v tistih letih prispevali okrog Nove Remije, Jeza, ogromno tej naši ideji, tisočletni ideji slovenske države. Marjan Rožanc, s tem, da sem bil govoril rednik Mosta, smo ga povabili, da nekaj napiše, je nekaj napisal za tako svobodno miselno revijo Most, nekaj člankov, več posebnega, je imel v Ljubljani proces. In smo prišli gor, tisti dan, ko je imel proces, da je solidarnost in roko. Ampak jaz sem takrat bil deželni svetoval slovenske skupnosti, smo z Andrejem Bratužem, to je sin našega narodnega načelnika Lojzeta Bratuža, sva šla protestirati, glede Rožanca, smo se bali, da tako je zaprli protestirati na jugoslovanski konzulat. Jugoslovanski konzulat v Trstu je takrat imel same slovenske konzulate, generalne konzulete, da je jasno. Se meni važno tudi, dobro sem spomnil, da je bil takrat konzul, jugoslovanski konzul, na Jugoslo. Mi se bali za Marjana Rožanca, da bo to imelo veliko v Trstu in v Italiji, ker bodo to zveti, kaj se dogaja proti svobodovizem in tako dalje. Nas je samo gledal, potem na koncu dobesedno 3/4 ure držal predavanjem o marksizmu. To se je sploh ognil tem vprašanju, on interveniral, prenovano konzulni diplomati, rečo, ja, sem slišal, ne vem, kaj se dogaja, bom že posredoval, da niti tega ne. Nam je o marksizmu, kako je marksizem v današnjem dnevu zelo potreben, da mi smo še mladi, da bomo biti grozno. Torej se kot v tem trem ljudem, Jože Pučnik, Franc Jeza in Marjan Rožanc, ki so v Trstu ustvarili to, kar je potem bilo v tistem svetišču, recimo v Trstem krasu, jugoslovanska, partizanska in tako dalje. Zdaj pa vprašanje in vprašanje. Slovensko državo imamo, smo si jo krvavo zaslužili, kateri še danes ni žal, da je nastala, taki moj vtis. Jaz sem ta vtis ponovno videl, da sem napravil glede tega svojega mišljenja takrat, ko so Janeza Janševa zaprli, kako je to bilo tudi v Trstu, druge promuje, ne bo da enkrat mir, ne bi ga samo zgradil in tako dalje. No, moje vprašanje je to. Jaz se včasih bojim, da bomo pozabili, da je slovenska država imamo, da je nastala, da je v zgodovini tej Slovenije, tega slovenskega naroda, slovenskega ljudstva, pod Karavankami do morja, da je nastalo nekaj, kar v zgodovini še nismo imeli. In danes gleda, kako da bi vsaka praska v nekem gozdu
leta 1944 bila veliko bolj važna od nastanka rojstva slovenske države. Jaz se bojim, ampak potem, ko sem prepravil Platonovo državo, morda mi smo res stali 25 let rojstva skozi, imamo malo tako težavno mladeniško pot od država, ampak včasih se bojim, zakrepetam, da ne bi kdo zopet poskušal pršt v čase staro nazaj, to je v objem Beograda, v objem partizanstva in vse kar skratka v objem komunizma. Tega se človek boji in zato je moje vprašanje tako, kako je zelo preprosto. Ste optimisti, torej moje mnenje je, da moramo vztrajati v naši poti. Lahko bi odgovoril na kompliciran način. Vendar bom odgovoril preprosto. Seveda sem optimist. Ta država mora ostati in mora se razvijati in se mora demokratizirati in še naprej europeizirati. Država brez Evropske unije ima problem, zdaj pa če komplicirati. Če bi se slučajno v Evropski uniji kaj slabega zgodilo, bomo tudi mi to čutili in takrat bo treba še enkrat se tako razbrati in se še enkrat posvetovati. Mislim pa, da slovenska država mora ostati, da mora se razvijati, da je velikanski dosežek, ko ga imamo in varovati tako pomoči za svoje početje. Hvala lepa, sled moramo da zaključiti, še eno besedo vam, smo optimisti zaradi trga. Hvala vsem vam.